Nečloveško je osnovni kontekst človeške eksistence. Čakalnica na letališču v Beogradu. Na letališču v Beogradu v nekem redkem trenutku, ko lahko premagam otrplo sovražnost do same sebe in s tem do sveta, in začnem govoriti o svojem belem, mehkem trebuhu kot o nekakšni čudni zmečkani gobi z luknjo v sredini, kot o mlahavem testu, za katerim lahko samo slutim vretje zastrupljenih sokov, kar sem ozrla v ogledalu s priprtimi očmi in z neznanskim odporom. Potem je tu neznosno skeleča, srbeča koža, suha, da padajo od rok in not dolge krpice in boleča na dotik, pod njo pa drobne žilice temno-rdeče in vijolične barve, razpokanine tudi od znotraj. Čudno ljubeče gnusen je ta odnos in vendar me pogled na hrbtno stran mojih rok, iz katerih izstopajo plave žile, skoraj spravi v ekstazo. Kot bi nemirno preverjala, ali grem po pravi poti in se hotela prepričati, ali bo moja koža kmalu tako pergamentna, kot prej babičina in zdaj očetova. Prihod v Ratkovce, to je v Prekmurju je na vas. Med 6 smrekami, ki rastejo okrog podzemnega rezervoarja z vodo, piha veter in raznaša muhe kot aeroplane v mavričnih oklepih. Tudi jaz poganjam korenine globoko v zemljo in srkam vodo iz zajema, ki je, upam, tako globok, da se bomo odžejali vsi. Zrak je topel in sedim za hrbtom človeka, čigar noge so kot mesečeve pokrajine, razbrazdane od skrotovičenih krčnih žil, zaznamovane z neznano indijsko boleznijo, ki je za seboj pustila na pol pojedena meča in temno barvo kože. Oči ima skoraj zaprte in posluša glasbo, ki prihaja iz srebrnega epla, položenega na z mahom obraslo paleto. Čakalnica v zdravstvenem domu. Ni se še zdanilo, a prostor, osvetljen z umetno lučjo, je poln starih, uvelih ljudi. Kar je grozljivo, niso njihova zanemarjena telesa brez zavedanja, ampak duša. Prazen, otopel pogled, zapičen v neko točko na tleh ali v brezplačen katalog cenene trgovinske verige. Spomnim se na prizor v kletki z gorilami v Wuppertalskem živalskem vrtu. Koliko bolj žive, čeprav bolj obupane, poblaznele od zločina, ki se jim godi, zaprtim v majhen prazen prostor brez sončne svetlobe. Globina njihovih oči, popolna prisotnost, čeprav ukruta. Tu pa razpadajoča snov brez duha, telesno udobje brez drobca resnice. Potem skozi prostor zavaluje hoja na visokih petah. Prišla je zdravnica, mlada in lepa kot boginja. Pogledi so polni vere v odrešitev.